Kako pa ocenjujete možnosti zdravljenja v Sloveniji, ki so na voljo? Vemo, da za pigmentno retinopatijo še do nedavnega ni bilo možnosti za res celovito, učinkovito zdravljenje. Zdaj je na voljo tudi celostna rehabilitacija. Kako komentirate? To je edino in res prav. Celostna obravnava in rehabilitacija je pomembna. Jaz sem imela srečo, da sem takrat, ko sem oslepela, bila v rehabilitaciji v Škofji Loki, Centru slepih in slabovidnih, kjer sem bila celostno obravnavana, in to je bilo tisto, kar je mene naučilo to, da danes, če bi prišli, skoraj nihče ne bi vedel, da ne vidim. Vidim pa manj kot 1% in vidnega polja. A veste, rehabilitacija je tista, ki ti da poslušaš. Jaz točno vem, kaj se dogaja dalje tukaj, kaj se dogaja zunaj. Jaz čutim te svetlobe, teme, mrzlo, toplo in lahko na podlagi tega normalno funkcioniram, delno normalno. Ja, v Sloveniji je tako, da imamo srečo, da imamo profesor Marko Hovlina, pa dr. Videnškovo, Jarčevo in tako naprej, da kjer ne spustim, ki so res vztrajne, da se tega držijo in probajo to res pelati. Veste, problem je, ko prideš ti k zdravniku, pa zdravnik reče, usedite se tam, kje pa je to tam, glejte tja, kje pa je to tja. To so stvari, ki za nas, ki smo oboleli za temi stvarmi, problematične, zaradi tega, ker imamo pa še nekaj. Mene zelo moti svetloba. Zakaj imamo ime Društvo Svetloba? Jaz sem soustanovitelj Društva Svetloba, jaz sem Mihaela Marko Hovlina. Smo se odločili, da to, predvsem Marko Naje, kar dolga leta nagovarjal, da ustanoviva to društvo. In je dve zelo nasprotne punce dal skupaj. Veste, kako mislim? Jaz sem tako zelo shičena, zelo na hitrco narejena, vse mi je jasno, Mihaela je pa zelo natančna, mirna in te dve usklajujemo fajn, da bomo probali svetu predstaviti retinopatijo pigmentozo. Retinopatija pigmentoza je nekaj drugega kot biti slep, slaboviden ali pa videč. Ona je res čist nekaj posebenega. Pa morda lahko ponazorite, rekli ste, da imate še 1% vida. Na kakšen način vidite in kako vam ta preostali vid pomaga, da povsem nemoteno funkcionirate? Rekli ste, da so se okrepili ostali čuti. Človek pač zaživi drugače in živi naprej, kaj ne? Seveda, da prideš do tega je težko. To ni tako, kot bi rekel, ja, se zdaj pa če bom pa kar takoj. Ne moreš, ker nam psiha nagaja. Ampak zelo dobro je, da poslušaš svoje telo, pa seveda rehabilitacija, ker na rehabilitaciji se ti naučiš, ker to so strokovnjaki, ki imajo znanje, ki vejo, kako v danem trenutku s tabo delati in seveda se učiti vseh možnih pripomočkov, pripomočki, recimo meni kdo reče, kako ti praviš, da ne vidiš, če imaš pa telefon. Jaz brez telefona sploh ne funkcioniram več. Jaz delam vse na telefon, tudi gledam čez telefon. Zdaj, kako se ti razvijajo? Razvijajo se ti zaradi tega, ker možgani zaznajo, da ti nekaj ne moreš videti. To je recimo meni danes pomembno, ko bo profesor Pirtevšek tukaj, ki bo razlagal o tem. Glejte, jaz od svojega 25 leta ne vidim barv. Jih ne morem videti, ker nimam tega centra. Vprašajte me, kakšna je katera barva, jaz jo vem. Kako, če jo pa ne vidim? Recimo, ali določene stvari, ki jih jaz poskeniram, ko grem čez prostor, jih jaz ne vidim, ampak možgani jih vidijo. In ko mene nekdo vpraša, kje so ključi od avta, jaz točno vem, kje. Ker se možgani spomnijo, da so to videli. In ta povezava med možgani in vidom je zelo pomembna. In to jaz zelo opozarjam. Jaz to na vseh naših Zoom srečanjih, Društvo Svetloba je res odlično društvo, kjer je strokovno podkrepljeno z nami, ki živimo to življenje in je treba tudi strokovnjakom razložiti in zdravnikom, ki seveda imajo znanje, nimajo pa vsakodnevnega. To se pravi, jaz moram živeti z tem, da vidim pa ne vidim. Recimo, jaz pridem v prostor, pa nič ne vidim, čez 10 minut se pa znam usesti, pa lahko celo preberem, se to ljudem ni jasno. Potem recimo pridem ven, pa spet ne vidim. Jaz, ko sem tukaj v gradu, dostikrat pravim, pejte pa naredi to, pa to zunaj. Se bi lahko sama, ampak jaz, če grem ven, pa spet ne vidim 1 uro nazaj. Ali obratno. In zato je to, ta čut, ki se pa mi razvil, jezik zelo, potem zelo ta hladno, toplo, potem posluh. Sluh je zelo pomemben. Bogi so tisti, ki imajo Usherjev sindrom, ki so imajo prizadet sluh. Danes bo tukaj Senka, ki je odlična punca, tekačica in vse, pa ima Usherjev sindrom.
To je še druga oblika pigmentoze, se pravi nadgradnja. A ne, da če želiš, imaš še to lahko. Jaz doskrat v hecu pravim, še huje, a ne. Tako nekako, no.